Gospod Slapnik je šel čez vse mere. To, kar si je on privoščil, je nedopovedljivo. Gre v bistvu za grožnjo s smrtjo, ki si jo gospodje iz Zaresa, LDS-a in pa SD-ja dovolijo. To je nedopovedljivo. Nekaj podobnega spominja ne na čase nekdanje Jugoslavije, zdaj v zadnjih od 70-ih letih naprej, ampak na leta 1948–1949. Skratka, človek ne ve, kaj bi. Glede na to, da sem jaz dobil hudo grožnjo, ne samo jaz. Grozilno pismo je bilo napisano meni osebno, pa Janezu Janši, pa Žerjavu, pa Magajni, vsem tistim, ki jim nekako ne konveniramo, da nam bojo enostavno rečeno pobili družino, pa nas in tako naprej. Jaz sem začutil v tem, kar je Slapnik izbruhnil, nekako povezavo, in zato sem jaz to policiji prijavil. Policija je prišla, napisali so zapisnik in upam, da bojo preiskali, ali je morda kakšna povezava med piscem tistega pisma in med grožnjami Slapnika. Nikoli se ne ve. Gospodje, ki se jim ladja potaplja, so grozljivi. Tolčejo po levo, desno in takrat so najbolj nevarni. Konec koncev zgodovina pozna take stvari. Slapnik se je sicer opravičil, ampak to ne pomeni, da jaz ne bom zadeve šel naprej. Jaz bom videl, kaj je. Naj policija razišče, čeprav dvomim, da bojo kaj našli, glede na to, kako delajo, kako je policija pod kontrolo gospe Kresalove. Konec koncev pogledajte, kaj je s Hypo banko, kaj se dogaja tam, kaj se dogaja z utajo davkov pri avtomobilih, pri motorju, pa kaj jaz vem, kaj še vse skupaj. Tako da ne vemo, kaj bo. Upamo na najbolje, ampak mislim, da to najbolje bo še daleč naprej. Ne prej kot ob naslednjih volitvah. Upam, da bo gospod Gantar kot predsednik Državnega zbora presedel svojega kolego in ga dal stran. Mislim, da ta človek res moti moje delo. Konec koncev pa ne vem, kaj se mu strga. Glede na to, če ga zagrabi kakšna, kakor pravijo, ipika, ne vem, kaj bo naredil. In treba je takega človeka odstraniti. Jaz bi ga odstranil iz Državnega zbora, morda pa, če bo zares padel ven iz koalicije, kot obljubljajo, ne vem, če bo on še ostal tam notri v Državnem zboru. Vendar pa pričakujem, da naj bi Gantar to naredil, dvomim pa, da bo karkoli naredil. So to le njegovi ljudje, on jih ščiti na vsak način, to se vidi vsak dan v Državnem zboru, ko jemlje besedo opoziciji, ko ne dovoljuje opoziciji izraziti svojega mnenja, in to je stvar, ki jo v Evropi vidijo in ki jo v Evropi tehtajo, in naša teža Republike Slovenije žal zaradi tega pada in je vedno manjša. Namesto, da bi bili cvet Evrope, smo tam nek olupek bananin nekje čisto v smeteh.